Hvala lepa tudi ministru za te zadnje podatke. Stanje je še bolj dramatično, kot smo ga slišali zadnjič na komisiji. 236, če se ne motim, obravnav kaznivih dejanj ilegalnega oziroma nezakonitih tihotapljenj, se pravi trgovine z ljudmi v enem letu. Predstavljate si, koliko je še tega, kar policija ni odkrila, ker se ga ne more. In to je odgovor tistim, ki pravijo, da se nič ne dogaja. Kaj se dogaja? Ja, očitno se nekaj dogaja. Če se ne bi nič dogajalo, oprostite, v normalnih časih je zavarovanje meje policija. Minister se je ravnokar zahvalil Slovenski vojski za sodelovanje pri varovanju meje. Mi smo nazadnje z vojsko varovali mejo leta 1991. Torej, nekaj se očitno dogaja. Zdaj pa k bistvu. Zdaj tisti, ki, mislim, ta razprava je pokazala, da smo se razdelili na dva dela. Na tiste, ki smo ta tako imenovani globalni dogovor prebrali in razpravljamo na tej podlagi, in na tiste, ki so ga potrdili najprej, potem so ga prevedli in zdaj ga sproti berejo. Moram reči, da je tudi to dosežek. Če te seje ne bi sklicali, vlada tega ne bi niti prevedla, niti vi tega ne bi prebrali, niti ministri tega ne bi prebrali. Tako da pač nekam smo tukaj prišli, ampak, gledajte, za različne države in za različne narode so ilegalne migracije različen problem. Za narod, ki ima 100 milijonov duš, ali pa 80 milijonov, ali pa 60 milijonov, kot vemo iz zgodovine, to je en problem. Za narod, ki ima 2 milijona duš, je pa to nek drug problem. In je ta problem treba temu ustrezno obravnavati. Zdaj, kar se tiče jedrne skupine evropskih držav, to je termin, ki smo ga slišali 100krat zadnjič na seji delovnega telesa, danes nekoliko manj. Prej smo opazili, da smo se v tem jedrnem delu znašli tudi v današnjem poročilu Evropske komisije, kjer proračun slovenske vlade obravnava kritično, tako kot še belgijski, španski, portugalski pa francoski. Pravi, tudi tukaj smo v jedrni skupini držav. Ne sicer ker proračun, ker mi ga še nismo videli. Na vprašanje mojega poslanskega kolega, kdo bo šel v Marakeš z aklamacijo sprejet politični dogovor, nismo dobili odgovora, slišimo pa, da predsednik vlade noče, predsednik države noče, znani minister noče, notranji minister očitno tudi ne bo šel, pa tudi nekateri ambasadori, ki so jih predlagali, pa je nočijo. Zdaj, če je stvar tako dobra, kot govorite, tako pozitivna, tako potrebna, pa valjda bo šel nekdo od ključnih funkcionarjev ploskati v Marakeš. Očitno veste, da temu ni tako in zdaj je to problem. Nihče se noče tam slikati. Kljub temu, da smo na začetku povedali natančne podatke, se je skozi razpravi ponavljalo, kako se tukaj sledi evropskemu stališču, stališču Združenih narodov. Evropa do tega vprašanja nima enotnega stališča. Da je bila razprava pred tednom v Evropskem parlamentu, predsedujoča svetu Avstrija, ki nasprotuje temu, ne bo podpisnica, je povedala, Evropa nima enotnega stališča. In ga tudi ne bo zastopala in zagovarjala. Predvsem pa je treba odgovoriti na trditve, da se od leta 2006 ni spremenilo. Vse je spremenilo. Pokažite mi v tem aktu, v tem tako imenovanem globalnem dogovoru, en sam stavek, kjer si svet prizadeva za odpravo revščine, kar je bil takrat temeljni cilj, ker revščina je glavno gonilo migracij, glavni motiv teh migracij. Enkrat se je na to pozabilo, ne bomo odpravljali revščine v državah izvora in vzroke za migracijo, ampak jih bomo sprejemali tukaj. Stvar se je postavila na glavo in še enkrat ne nam očita, da smo leta 2006 podprli in podpisali nek dokument, ki ste ga naredili maja letošnjega leta. Mislim, tako sposobni res nismo. Kaj se je še spremenilo? Leta 2006 so bile migracije velik problem za Avstralijo. Od takrat naprej so zelo velik problem za Evropo.
Videli ste to sami, kaj se je dogajalo 2015, kaj se danes dogaja, kaj se je še spremenilo. Samo v letu 2017 je bilo v Evropi več kot 200 terorističnih napadov. Veliko teh, ki so jih izvedli, je ilegalno prišlo v Evropo. Veliko tudi preko Slovenije v tem valu, ki smo ga baje tako dobro obvladali. Kaj se je še spremenilo? V zadnjih letih je v Jemnu od lakote zaradi vojne, ki jo bijata Saudska Arabija in Iran preko svojih proksijev, umrlo 85.000 otrok. Zakaj je to pomembno? Zato, dragi kolegi iz Levice, ker ste Iranu v tem času oprali $1 milijardo, s katerim so nabavljali orožje, s katerim ubijajo otroke v Jemnu. Kje je tukaj vaša solidarnost? Res je, še bomo razpravljali o tej temi, potrebno je razpravljati in če ste prepričani v to, kar ste govorili, dovolite ljudem, da preberejo ta dogovor in jih vprašajte za mnenje. Danes smo vložili predlog za posvetovalni referendum, ki ga lahko Državni zbor z večino razpiše o zadevah, ki so pomembne za to državo in seveda to vprašanje je pomembno.